Dober dan in dobrodošli v seriji Forbesovih pogovorov 30 po 30. To je pogovor z mladimi, ki premikajo meje. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenije. In z mano je večkrat nagrajena režiserka in tudi dramaturginja Živa Bizovičar. Ne omenim samo nekaj priznanj. Za diplomsko predstavo Jaga Baba je prejela študentsko Prešernovo nagrado. Za režijo predstave Žene v testu, ki je nastala po motivih slovenskih ljudskih pesmi, je prejela Šeligovo nagrado, Borštnikovo nagrado za celosten pristop k obdelavi gradiva in nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo uprizoritev leta. Za avtorsko predstavo Juriš je prejela Borštnikovo nagrado za avtorski koncept in dramatizacijo. Živa, dobrodošli. Zdravo. Precej nagrad za zelo kratko kariero, diplomirali ste leta 2022. Vas to preseneča, ker skoraj vsaka predstava, ki jo režirate oziroma vzamete v roke, dobi neko nagrado. In tudi koliko vam daje to samozavesti, recimo, že na začetku kariere? Ja, mislim, da mi je sigurno pomagalo in da sem bila bolj suverena in da sem v bistvu že takoj dobila neko potrditev, ki mi je pol kasneje tudi pomagala v sodelovanju z ostalimi ljudmi pri predstavah in v dogovarjanju glede projektov. Je lažje priti do novih projektov? Predvsem imaš več zaupanja in imaš zaradi tega več svobode zbirati teme, ki te zanimajo. In ko si lahko pač sam izbereš temo, ki te zanima, je potem tudi lažje narediti uspešno predstavo, če pač delaš nekaj, kar si že dalj časa raziskoval in je že dolg časa v bistvu zorelo v tebi. Nekaj predstav je, kar nekaj predstav že za vami, pa me zanima, kaj vas razlikuje od drugih, kaj se vas zdi, da je vaš režiserski podpis? Mislim, da je trenutno nasploh naša generacija mlajših ustvarjalcev zelo raznolika in vsak od nas v bistvu ima neko svojo smer, v katero razvija gledališče, kar se mi zdi ogromna kvaliteta, ker to v bistvu bogati kulturni prostor in nas tudi pač med sabo oplaja in se zgodi nek pretok idej. Kar mislim, da je zame specifično, je moja ljubezen do avtorskih projektov in tudi, ko pride do obravnave besedila, v bistvu z mojim dramaturgom Nikom Žnidaršičem, ki je moj reden sodelavec čez vse te predstave, vedno pripraviva oziroma on pripravi adaptacijo besedila in vedno v bistvu želiva se ukvarjava s tem, kako v bistvu neko avtorsko misel, poanto izpeljati ven in mislim, da tudi pogosto gre za predstave, ki so dramaturško kompleksne, ki imajo pogosto več različnih nivojev, ki kdaj na trenutke delujejo prenasičene ali pa kaotične, ampak to je nekako namen najnega dela, kjer v bistvu lahko gledalec sam selekcionira oziroma sam najde svojo pot znotraj uprizoritve. Torej, odpirate prostor nekemu razmišljanju oziroma razpravi na določeno temo. Ja, to se meni zdi blazno pomembno. Meni je v bistvu teater, oziroma predstava, ki je zaprta sama vase, ki v bistvu že odgovarja na lastno vprašanje, to ni tisto, kar mene zanima. Meni se zdi gledališče izjemno pomemben prostor za to, da lahko zastavlja vprašanje, da v bistvu sooča različne poglede na neko temo in da v bistvu spodbudi gledalca v razmišljanje, mu pusti neke impresije, s katerimi v bistvu gledalec ostaja in razmišlja o tem in ga v bistvu mu odpira nek nov miselni tok, neke nove svetove. To je zame, na primer, smisel gledališča. Blizu vam je tudi tako imenovano snovalno gledališče, kjer skupaj z celotnim ansamblom in s preostalimi sodelavci v bistvu pripravite celotno predstavo. Pa me zanima, koliko je to naporno, zato ker je vseeno toliko ljudi vključenih v pripravo predstave od začetka naprej. Ja, mislim, razlikuje se od procesa do procesa. Ko delaš snovalno, v bistvu tudi na nek način prilagodiš način dela na temo, ki jo imaš. In to je izjemno izpopolnjujoče, je pa sploh v zadnji fazi lahko tudi naporno. Naprimer, spet z mojim glavnim sodelavcem Nikom, se tudi zgodi, da pač delava in sva v gledališču po 12 ur na dan, ker med pavzami in med vajama, ker mi imamo vaje od 10 do 2 in pol od 7 do 10 zvečer. V bistvu ostajava v gledališču in pripravljava besedilo, urejava prizore, piševa scenarije. In to zna biti izjemno naporno, ampak istočasno je pa izpopolnjujoče, zato ker tak proces vsebuje
ogromno enega raziskovanja, ogromno pridobivanja nekega novega znanja, preizkušanja novih formatov in jaz pač v tem izjemno uživam. Meni je to v bistvu tisto, kar me hrani in kar mi je lepo pri tem poklicu. Povejte en primer, predstave, ki ste na ta način naredili. Boško in Admira je na primer tako nastala. Juriš je bil tudi na podoben način, ampak tam je bil deljen študij. To pomeni, da smo v bistvu delali junija in potem smo imeli poletne počitnice in se vrnili avgusta in potem imeli premiero. Zato sva pač v bistvu z Nikom, oziroma predvsem Nik, sva lahko tekst pisala med poletnimi počitnicami in je bilo malo lažje. Ampak ja, načeloma to izgleda tako, da se začne z nekim izbranim materialom. Naprimer, pri Jurišu so bili to zapisi o življenju Kajuha in Balantiča in pričevanja dejanskih ljudi, ki so jo poznali. In potem v bistvu iz tega besedila gremo v improvizacijo, kjer igralci improvizirajo, Nik v bistvu zapisuje to improvizacijo. In potem iz te improvizacije nastane besedilo predstave in potem kasneje, v drugi fazi, to je ponavadi drugi mesec, začneva postavljati v vrstni red stvari. Trenutno, na primer, delam na Hiši Marije Pomočnice Ivana Cankarja in za to predstavo sem se odločila, da bo brez besedila, ampak da bojo v bistvu samo neke poetične slike. In imamo v bistvu z igralkami vodene improvizacije, kjer pač najprej preberemo odlomek besedila, ki ga bomo prizarjali, potem naberemo rekvizite, jaz približno povem, v katero smer bomo šli, potem pa v bistvu so one v prizoru, jaz pa vodim, kaj se dogaja in skupaj raziskujemo. Tudi one pač znotraj tega prinašajo svoje ideje, ki so vedno krasne in so v tem ful spretne in potem jaz pač v bistvu to nadaljujem in neka taka, kot nek tak jam session vseh sektorjev. In pač to je absolutno moj najljubši način dela. Omenili ste predstavo Juriš oziroma v njej obravnavate življenje in delo Karla Destovnika Kajuha in Franceta Balantiča. Boško in Admira je zgodba o tragičnem paru v obleganem Sarajevu. Nedavno je bila premiera Voranca Daneta Zajca, ki je tudi postavljena v drugo svetovno vojno in skozi vaše predstave se pogostokrat pojavlja tematika vojne. Zakaj vas intrigira, zakaj se vam zdi pomembno govoriti o tem skozi gledališki jezik in predvsem me zanima, kako se lotevate te teme kot mlad človek in kaj želite gledalcem povedati? Kaj se vam zdi pomembno pri tej temi izpostaviti oziroma dati gledalcu? Mene v bistvu zanima me pač posameznik, ki je ujet znotraj nekega sistema, ki ni njegov in kaj se zgodi, ko se to neko kolesje sistema, države, nekih teh pojmov v bistvu radikalno vpliva na življenje posameznika in začne delovati z njegovim telesom, kot da je predmet in ga v bistvu uporabljati v neke lastne propagandne namene. In kaj se zgodi, ko v bistvu človeško telo ni več avtonomno, ampak v bistvu postane del neke večje sile. To je neka teza, s katero sem začela, pa sem v bistvu ogromno brala o uprizarjanju nasilja na odru ali pa o uprizarjanju tovrstnih tematik. Začelo me pa tudi zanimati zelo vojno gledališče in v bistvu sem prišla do precej tudi ženskih filozofin, ki se ukvarjajo s tem. In so se mi začeli odpirati nove asociacije. Naprimer, Boško in Admira se ogromno ukvarja z vojnim novinarstvom in s tem, na kakšen način v bistvu lahko fotografija manipulira s podobami nekih raztrganih teles. Pogled na tragedijo drugega. Pogled na bolečino, ja, od Susan Sontag, tako, to je to. Pol sem tudi veliko brala o nekih politikah žalovanja, spet o tem, na kakšen način v bistvu vlada ali pa neke višje inštance odrejajo, za katerimi telesi lahko žalujemo in za katerimi ne, in kako tudi odrejajo, katero življenje je več vredno od drugega. O tem je na primer Butler ogromno pisala. In ja, pol sem se nekako znašla v tem območju. In seveda mi je tudi intrigantno, ker so mediji zdaj toliko nasičeni s tem in imam na nek način občutek, da pač to vpliva na moje vsakodnevno življenje, po drugi strani pa nimam absolutno nobene izkušnje, kaj pomeni čutiti tako bolečino ali pa kako se znajti v toliko težkih okoliščinah. In ta nek paradoks je v bistvu tisto, kar me integrira
in zanima in poskušam tudi razumeti, čeprav se zavedam, da pač na srečo tega ne morem zares razumeti. Smo pa hkrati zelo obkroženi z vojnami, ena je zelo blizu Ukrajina, potem imamo na Bližnjem vzhodu ta hip, pa Gaza in tako naprej. Se vam zdi, da se grozot vojne premalo zavedamo? Susan Sontag v pogledu na bolečino drugega pove nek primer neke Sarajevčanke, ki razlaga o tem, kako je po televiziji gledala, da se je začela v bistvu razpad Jugoslavije in kako se je vojska že bližala Sarajevu, ampak ni mogla razumeti, da se to dogaja in ni mogla doumeti, da je prišlo do tega, dokler dejansko ni prišlo do obleganja Sarajeva. In mislim, da je to nek zelo človeški odziv na to, ker si v bistvu vojno nemogoče predstavljati, dokler je sam ne doživiš. In kot pri vseh velikih katastrofah je malo nepredstavljivo razumeti, da se lahko to zgodi tudi nam in kaj to zares pomeni. In zato se v bistvu lotevate skozi z vidika posameznika v svojih predstavah. Kakšna je po vašem mnenju vloga gledališča ali pa bi morala biti po vašem mnenju vloga gledališča v svetu, še posebej recimo zdaj, ko se rušijo stare strukture in pravila, nove še niso vzpostavljene in smo v nekem vmesnem kaotičnem obdobju? Zame je gledališče tudi zaradi narave gledališča, torej celotnega rituala ogleda predstave, ta neka umiritev, ko se zgodi, ko gledaš predstavo, nek drugačen tek časa znotraj realnega časa, to, da si pač dejansko odmeriš čas, da gledaš neko vsebino, se mi zdi, da je lahko predvsem prostor neke refleksije, zastavljanja vprašanj in prostor, kjer se lahko malo ustavimo in pogledamo, kaj se zares dogaja. Istočasno se mi pa zdi, da je pač umetnost pomembna, ker spodbuja empatijo, omogoča drugačne poglede na stvari, spodbuja neko razumevanje, razmišljanje v svetu in pa če verjamem, da brez nekega empatičnega pogleda in brez razumevanja različnih stvari se bomo zelo težko premaknili naprej. Vaš avtorski projekt Boško in Admira, o katerem ste že govorili, je bil uvrščen tudi na lanski mednarodni festival Fast Forward v Dresdnu. Zato tudi niste mogli priti na razglasitev našega izbora 30x30. In tam se predstavijo projekti najvidnejših mladih režiserk in režiserjev. Pa me zanima, vaši kolegi v Evropi, kaj jih zanima, kaj se jim zdi pomembno? Ja, to je v bistvu zelo zanimiv festival, kjer smo dobili blazno lep odziv, tudi dobili smo nagrado publike in mislim, da se je naša predstava razlikovala od drugih, potem, da mogoče ni bila toliko introspektivna, ampak je bila malo bolj politična, malo bolj agresivna v svoji poanti, malo glasnejša. Zdi se mi, da so se ostali, vsaj kar sem videla, ker vsega mi žal ni uspelo zaradi vaj, so se zelo ukvarjali v bistvu z lastno poetiko, z lastnim ustvarjanjem, z lastno umetnostjo, medtem ko se je naša v bistvu ukvarjala z neko temo, ki je dosti bolj zunanja in ki ni toliko intimna. Ste v tem smislu tudi bolj angažirani glede na dogajanje okrog nas? Ja, od tega izbora mislim, da je bila naša najbolj politična. Sodelovali ste tudi z Dramskim teatrom v Skopju, režirali ste predstavo drame Princes Nobelove nagrajenke Elfriede Jelinek. Pa me zanima, kakšna je bila ta izkušnja? Oziroma, kakšne so sploh, kako pomembno je, recimo, da greš po različnih gledališčih v različnih državah in nabiraš ta izkustveni material? Jaz sem bila zelo vesela tega povabila in zelo sem bila vesela, da sem lahko v bistvu se prvič preizkusila v režiji izven Slovenije. In seveda je naporno. Sploh zato, ker imamo v bistvu, gledališče, če delaš z besedilom, zelo temelji na jeziku. In ko je tebi kar naenkrat odvzeto to, da razumeš, da popolnoma razumeš jezik igralk, je kar naenkrat malo drugače delati in malo težje delati. In se je tudi nekaj ful fascinantnega zgodilo, ker pač ta drama je monološka drama in tekst je zelo, zelo gost. In tudi Jelinek je kompleksna pisateljica,
Tako da je zelo težko loviti poante, če ljudje govorijo o makedonščini, ampak proti koncu, ko sem že malo razumela jezik, se je zgodilo nekaj zelo fascinantnega, da če so igralke v bistvu dobro igrale in ujele poante, sem lahko razumela, kaj govorijo, če pa niso, pa nisem razumela jezika. Gre to razumevanje usporedno. Tako in pa je bil to nekako moj način, kako sem vodila proces. Imate pa v načrtu tudi en zanimiv projekt, v katerem bo govora o femicidu in čarovnicah. Lahko kaj poveste kaj več o tem projektu? Ja, to bom v bistvu ustvarjala z zavodom Maska. Ja, meni je to zelo zanimiva tema, ker me v bistvu zanima in mislim, da sem se tega malo dotaknila tudi pri ženah v testu, ampak na kakšen način zgodovina v bistvu briše neko dediščino žensk. In s femicidom se je v bistvu zgubilo ogromno nekega znanja. Naprimer, en primer je, da so predtem bile ženske porodničarke in babice in so one bile zraven, ko so ostale ženske rojevale. In potem okrog industrijske revolucije nekje, in ko se je pač začel ta lov na čarovnice, so v bistvu to vlogo dobili moški in je bil dejanski porast žensk, ki so umrle. One so tudi imele v bistvu naravne abortive, torej obstajala tudi neka vrsta kontracepcije takrat, imela je vsaka svoj vrt s svojimi zelišči in pač imele so neko skupnost in nek prenos znanj, o kateri se v bistvu ne govori. In kar mene zanima je, kaj je bila ta skupnost pred femicidom in kaj se je v bistvu zgodilo s to žensko skupnostjo potem in sploh potem, ko je pač prišla industrijska revolucija, ko se je šlo v tovarne in ko je v bistvu žensko telo dobilo to funkcijo rojevanja novih delavcev in nove delovne sile v slabe pogoje. In tema femicida je aktualna še kako zelo tudi danes. Ja, mislim, da se kdaj malo pozablja, na kakšen način se je obravnavalo ženske tekom zgodovine in tudi to, da se femicid pogosto imenuje pač lov na čarovnice, ko je šlo za dejansko žganje dejanskih žensk, se mi zdi pogosto malo problematično. In greste malo dlje v zgodovino, da poveste, da to je že... Da se malo spomnimo tega, pa da tudi v bistvu se zavedamo izročila pa zgodovine žensk, ki se mi zdi, da je res pogosto zbrisana. Kdaj bomo ta projekt videli? In pa tudi, je to avtorsko delo, bo to osnovalno gledališče, imate kakšne podlage? Ja, v bistvu bo avtorski projekt. Mislim, da bom združevala pričevanja iz različnih sojenj, pa zelo je pomembna teoretska knjiga Cannibal and the Witch. Premiera pa bo decembra. Aha. Kako v tej generaciji mladih režiserk zagotovo izstopate in z deli in z nagradami in tako naprej. Ampak se mi zdi, da je čedalje več mladih režiserk. Drži? Ja, res je. Mislim, da je pač tudi velika zasluga režiserk, ki so bile tukaj pred mano, da lahko v bistvu delam na način dela, ki me zanima, na način, ki je pač bolj odprt, kjer v bistvu ne rabim biti toliko avtoritarna, kjer lahko v bistvu vodim na druge načine, kjer lahko proces vodim mirno, brez konfliktov. Mislim, da ogromno teh predsodkov, ki so bili včasih povezani z mojim poklicom, in so še vedno kdaj, naprimer ta neka nuja, da režiser deluje kot mag ali pa pač kot nek vsestranski genij. Vse to se pač počasi menja in spreminja in to gre velika zasluga tudi režiserkam, ki so bile tukaj pred mano. In tudi ta moški svet ni več, ki je bil nekoč zelo moški svet, ni več tako zelo moški svet. Mislim, da se ga še vedno čuti, ampak postaja bolje. Kakšna je bila pa vaša pot, čisto v finančnem smislu me zanima, ker ste samo zaposlena v kulturi, pa me zanima, ali je mogoče živeti samo od gledališkega ustvarjanja, oziroma kakšna je bila vaša pot? Ja, takoj po študiju oziroma med študijem, med magisterijem, ko sem delno v bistvu že delala, pa naredila žene v testu, sem mogla v bistvu kombinirati režije še z ostalimi službami. Imela sem in študentske službe in v bistvu sem pripravljala oddaje na Arsu in literarne nokturne.
zdaj zadnje leto, odkar so se pa tudi začeli večji odri, pa v bistvu predstave, ki so del abonmajev, pa ja, lahko živim od tega. Je bilo pa do tu težko, pač en kup enih del, da prideš do neke pozicije, da lahko potem od tega živiš? Ja, je bilo kar naporno, ampak sem vesela, da zdaj v bistvu lahko živim od tega. Koliko si jemljete k srcu kritike? Odvisno, v kakšnem obdobju sem. Ko sem v nekem bolj ranljivem obdobju, ker nisem tako sigurna vase, ker sem pač utrujena, ker mi je mogoče malo težje, me lahko stvari prizadenejo, ampak nekako poskušam racionalno gledati na te stvari. Pač zdi se mi vsaka kritika nujna in potrebna. In ja, lahko jih kdaj razumem, kdaj se pa tudi ne strinjam z njimi. Ali tudi mogoče selekcionirate branje kritike v smislu, kdo jo napiše in ali recimo sploh spremljate to vse, kar se na družbenih omrežjih piše, ki so take drugačne? Koliko ste tukaj izbirčni, no? Koliko ste tukaj selektivni? Zaenkrat kar vse preberem, ampak poskušam selektirati. Naprimer, neki komentarji na družbenih omrežjih, jih ne jemljem resno. Kar se tiče kritike, se mi pa zdi, da se tudi znotraj kritike v bistvu zelo hitro razbere, kdo se je poglobil v material, s katerim sem se ukvarjala, kdo je mogoče prebral besedilo, kdo pa govori nekaj na pamet in lahko se tudi na podlagi tega odločim, a bom to vzela resno ali ne. Bili ste tudi mentorica in režiserka v Mladem odru v Novi Gorici. Pa me zanima, koliko je sploh razvita ta mladinska gledališka scena pri nas? Jaz sem na primer tudi hodila na umetniško gimnazijo, na SVŠ, zdaj Google. In sem bila v bistvu tudi že v srednji šoli zelo aktivna na tem področju. In se mi zdi, da obstaja par zelo kvalitetnih mladih gledaliških skupin, naprimer AMO ali pa v Celju Startbox in pa seveda umetniška gimnazija. Tako da se mi zdi, da pa Poljanski oder, in se mi zdi, da za v bistvu tiste mlade, ki jih to zanima, se najde prostor in lahko to razvijajo. Zdaj, omenili ste že, da ste že v srednji šoli se s tem ukvarjali, pa me zanima, od kdaj je ta strast do gledališča, kako se je začela, kdaj vas je toliko povleklo, da ste začeli s tem resno ukvarjati? Jaz sem bila nekako prepričana, da sem se odločila za režijo v drugem letniku, nekje v drugem letniku gimnazije, mogoče tretjem. In nekako sem imela tudi v glavi, da sem se dosti spontano odločila za umetniško gimnazijo. Potem sem pa pred kakšnim letom našla neke moje stare zvezke iz 6. razreda, kjer sem mogla pisati prošnjo za službo in je bila že namenjena SNG drama. Tako da zgleda, je bila ta ideja v meni dalj časa, kot sem imela v glavi. Ste takrat začeli stopati proti ljubljanski drami, kjer ste danes zadnjo predstavo, ne, Voranc. Kaj vam osebno ta poklic režije, dramaturgije, gledališča nasploh dela tako lep in vznemirljiv? Delo z ljudmi na eni strani, z mojo avtorsko ekipo. To me v bistvu kdaj me utruje, ampak predvsem me bogati. In pa to, da v bistvu gledališka režija je tako široka in združuje toliko enih različnih panog in istočasno pač ti omogoča, da postavljaš nek cel svoj lasten svet na odru, ki se v bistvu ravna po nekih lastnih zakonitostih, kjer v bistvu lahko narediš neskončno zanimive stvari in variacij in pač združuješ in muziko in neke vizualne principe. In ta konglomerat, ki je gledališče, je v bistvu zame pač čisti užitek. In kaj pa bi režirali, če bi se lahko čisto samostojno odločili? Da bi lahko izbirali? Ponavadi na ta odgovor, mislim, na to vprašanje odgovorim, da škofjeloški pasijon v Škofji Loki, kjer bi imela proste roke. Zakaj? Po mojem tudi zato, ker sem iz Škofje Loke doma, pa bi se mi zdelo fino. Istočasno mi je pa v bistvu ta pasijonska oblika, to, da so različne postaje,
in ta masa ljudi nekaj zelo magičnega mi je v tem. Živa, hvala za pogovor in uspešno še naprej. Hvala. Glavna podpornika izbora 30x30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije Pop kultura in umetnost je zavarovalnica Sava.